Živijo v novem vlogu, mi se že javljamo iz Bosne, smo že prišli čez mejo. Prehod je bil zelo easy spet, tako kot v vseh teh balkanskih državah, več ali manj, samo spet osebne, prometno, niti notni nič pogledal, sicer sem mogel predlažnik odpreti, ampak ni niti ene stvari premakniti, tako da če bi hodila kaj prešverca, da bi lahko imela poln predlažnik nelegalne robe. Smo pa zdaj prišli v rodno državo Šnovke. Njo so z leglom in mamo najdel v Bihaću in so potem naše društvo, kako se reče, pripeljali v Slovenijo, kjer so mi dva dobila, tako da original je Bosanka. Je prišla zdaj nazaj domov. Morava pa drugače reči, da toliko slabega vremena mi dva v 2 letih pa pol nisva imela. Res že zadnji teden dežuje, tudi napovedi niso nič bolj obetavne. V bistvu imamo pa dosti slabo vreme že odkar smo šli iz Grčije, tako da to je zdaj dokaz, da na Balkanu res nimamo nekega super vremena, ker res ne more biti tako naključje, no, da vidva toliko časa po celi Evropi nisva imela toliko dolgotrajnega deževja, zdaj pa. Tako da smo malo nesrečni. Res. Včeraj smo prespali v enem parku, čez blizu Sarajeva, v bistvu ene par kilometrov od tega tunela od rešitve oziroma tunela Spasa. Danes si gremo zdaj najprej ta tunel ogledati, sicer smo si ga ogledala midva že tudi takrat, ko sva bila na Balkanu z avtom, ampak nam je bilo takrat ful zanimiv, tako da bo šla zdaj še enkrat, tudi zaradi tega, ker so zdaj novih 50 metrov odprli, tako da bo verjetno še malo bolj zanimiv tudi takrat. Je pa to tunel, kako so Bosanci, skozi katerega so Bosanci bežali med vojno iz Sarajeva in seveda posledično Srbi ga ne marajo preveč in je splošno znano, da obračajo usmeritvene table naokrog, da se turisti izgubljajo in ne najdejo tega tunela. In to se je tudi nama nazadnje zgodilo, ko smo potem ceneni pumpi ustavila in vprašala, kje je, in čeprav je bila pumpa oddaljena, pač čist zraven je bila na sosednji ulici praktično tunela, so naj jo poslali čist napačno smer, tako da so ga na koncu komi najdla, pa upava, da se danes to ne bo zgodilo. Ja, bila je pa ta pumpa že v Republiki Srpski, tako da zaradi tega so naj jo narobe usmerili. Ja, potem bomo šli pa še v Sarajevo, no, na ene čevape, pa malo se pošetati po mestu, ker nam je Sarajevo všeč. Bomo pa parkirali na enem varovanem parkirišču, zato ker so prebrala, da so kar zelo pogosti vlomi tukaj, tako da upava, da bo prlok tam na varnem. Bosna in Hercegovina je bila multietična republika, kjer je poleg Bošnjakov živelo tudi veliko Srbov in Hrvatov.
Slednji se niso strinjali s samostojnostjo, ki jo je leta 1992 razglasilo predsedstvo Republike Bosne in Hercegovine. To je privedlo do krvave državljanske vojne, ki je trajala 4 leta. Vojaške enote Republike Srpske so v tem času napadle tudi Sarajevo in ga obstreljevale kar 1425 dni. V povprečju je vsak dan na mesto padlo kar 329 granat. Na tej sliki je zemljevid Sarajeva, tukaj spodaj je mesto in vse okrog so bile srbske sile v vseh hribih, tako da je bilo čisto obkoljeno. Edini izhod v svobodno bosansko ozemlje je bilo čez tole Airport Pisto, ampak so z obeh strani Srbi streljali, tako da je bilo zelo nevaren čez laufat, ker tudi skrice niso mogli, ker pač pista ni imela nobenih dreves, je bilo res čisto logično in zaradi tega so pol Bosanci pod Airport Pisto zgradili tunel, ki je bil dolg 800 metrov in to je bil tunel življenja. Tunel so izkopali v najtežjem času za prebivalce Sarajeva. Mesto je bilo odrezano od sveta, zato so živeli brez elektrike, gretja in tekoče vode, primanjkovalo pa je tudi hrane, zdravil in ostalih življenjsko potrebnih dobrin. Izgradnja tunela je potekala noč in dan, delali pa so v 8-urnih izmenah. Kljub trdemu delu je gradnja trajala 4 mesece in 4 dni. Tunel, dolg 800 metrov, širok 1 meter in visok 1,60 m, je tako predstavljal edini vhod in izhod iz mesta, preko katerega se je mesto v času obleganja oskrbovalo z vsemi potrebnimi dobrinami, da je približno 350.000 prebivalcev Sarajeva lahko preživelo in se uprlo srbski agresiji. V času obleganja je v mestu umrlo 11.541 prebivalcev, od tega 1.601 otrok. Včerajšnji postanek v Sarajevo nam je bil kar všeč, sicer spet neke ful sreče s vremenom nisva imela, vmes je sicer bilo sončno, pa se je ful uscal, pa malo oblačno, pa tako svašta je bilo, ampak ja, je bilo vsem fino, šla sva na čevape, na kavo, kupila sva baklavo, tako no.
blizu, ja. Kar fin postank v Sarajevo, nam je res kar ljubo mesto. Ja, res je nekaj posebenega, tak poseben utrip, sploh še s to svojo zgodovino grozno, kakor ima, ampak je treba priznati, da so se domačini po tej grozni vojni zelo dobro pobrali in da razen prerešetanih hiš ni več čutiti tega v ozračju, no, tako da res Sarajevo res lepo. Potem smo se vrnili včeraj kar na isti prostor prespati, ker niti nismo imeli več časa se kam naprej peljati. To je v bistvu en park, ki je tako zelo lep in tam sta dva potepuška kužka, bila čisto mladičkasta in danes zjutraj je ena ženska enega z avtom zbila oziroma povozila, pač v rikvarce šla in ga ni videla, se ga ni orang, ampak to, da je kuža ful začel jokati in je stran od laufu in na eno tačko zdaj šepa. Jaz sem polk šel pogledat, ona ga ni niti šla pogledat, tam je sem malo iz avta gledala ven. Jaz sem šel ga pogledat, pa sem videl, da ima pač boga tačko, ampak da ni pa neki ful, da bi imel kaj slomljen ali pa kaj. In sem pač laufal polk ne nazaj. Ona je ful hotela v bistvu po domač povedati spizdic tistega parkirišča čim prej, ker je res zelo hiter odpeljala, ampak sem jo še ujel in sem rekel pač, da ima neki poškodovano tačko, mogoče še kaj hujšega, da ne vem, ampak da bi bilo dobro mogoče, da bi ga k veterinarju peljala. Je imela pa ona tudi psa in je rekla, da ga bo peljala, da se bo nazaj vrnila, ampak da ne more zdaj ga dati v prtljažnik, ker ima svojega psa tam in jih ne more združiti. In da se bo vrnila in je zatrdila, da se bo, ampak seveda se ni. Posem sem ga kužka še celega pretipal, oziroma sva ga znanstve celega pretipala in ni imel nobene kosti zlomljene, tudi nič ni jokov, ko sva ga tipala. Se je pa ful umiril, tako da malo je čuden, se je pa pol nekam zavlekel, nekam se je skril, tako da ne veva pol, kaj zdaj z njem. Ampak ja, res srčno upava, da bo v redu. Kot lastnik psa, jaz res ne vem, kako lahko kaj takega narediš, da kar greš, sploh niti pogledaš, ne, kaj se zgodilo, ne. No, res. Ne vem. Pa še da tako lažeš pol. Ja, no, v glavnem, po tem burnem jutru, zdaj nadaljujemo pot proti Jajcu, ker si bomo gledali verjetno en slab. Pol bomo pa videli, koliko daleč bomo prišli. Smo mislili prespati tukaj ob tej reki, ampak je že zdaj ful visoka, praktično se že preliva, po moje, kakšne manj kot pol metra še manjka, da bi se čez prelila. Tako da napovedan je še dež, mislim, da celo noč, tako da danes rajš ne bomo riskirali in bomo probali najti en drug prostor, ki bo malo bolj varen. Včeraj zvečer pol nismo imeli več prav veliko časa se ukvarjati s tem, kje bomo prespali, tako da so se mogli zadovoljiti s temle prostorom. V bistvu tle se tale cestica ena mala konča, tako da je čist slepa ulica, neka stara cesta, ker so tle zraven novo zgradili. Tako da sva spala v bistvu tik ob cesti, ampak ni glih prometna, res je neka stranska, tako da je bilo v bistvu čist mirno. Ampak ja, ni pa glih nek presežek lepote tale prostor, je bilo pa v redu za eno noč prespati. Danes imamo zdaj 100 km do hrvaške meje, pol pa si bomo verjetno ogledali eno staro letališče iz jugoslovanskih časov.
Evo smo prišli na Hrvaško in to je prva meja od vseh vzhodnih meja, kjer so noter cariniki hodili. Da je šel carinik z res mokrimi blatnimi čevlji noter, sam brez naju in odprl sam vse omarce, da midva nisva bila prisotna, čist vedno pač kažejo, kaj je odpret, da vidijo, kaj je noter, ampak da bi pa tako sami brez najnega nadzora vrskali po kemperju, se pa še ni zgodilo. Ja, pa tudi, ko smo pripeljala na mejo, na bosanski strani je bilo vse kul. Ko smo pripeljala na hrvaško stran, sta dve kučici, prva je meja, druga je carina in so tam stala pred uno prvo kučico, kjer je meja, sigurno 1 minuto in ni noben odprl, imajo pa taka okna, da se ne vidi noter, da zgleda kot špegel in sem mislila, da je pač prazna in da morava iti direkt do druge kučice in v trenutku, ko sem speljal naprej, je odprl okenček in se začel za nama prav grdo dreti, da sva ena begunca, da pač se morava ustaviti in kam greva, čeprav je itak zapornica 2 metra naprej, tako da kam zelo ne bi mogla spizditi. Ampak ja, mislim, ni prav preveč lep prehod bil meje, tako da Hrvati niso bili razveselili, moram priznati. V bližini bosansko-hrvaške meje se nahaja letališče Željava, ki ga je Jugoslavija zgradila v času 50. in 60. let. Takrat je bila to največja vojaška baza v Evropi, ki je državo stala z upoštevanjem inflacije približno 40 milijard evrov. V objektu 505, ki ga je sestavljalo 3500 metrov podzemnih tunelov, je bilo prostora za 58 letal tipa MiG-21. Ker je bila celotna konstrukcija zgrajena v hribu Plešivica, naj bi preživela tako jedrski napad kot eksplozijo 20-kilotonske bombe. Vseeno je vojski JLA leta 1992 z več kot 50 tonami eksploziva uspelo uničiti pristajalne steze, galerije in del opreme, radarsko opremo in območje pa je prepustila vojski samoklicane Republike Srpske krajine. Mi smo na poti naprej, danes imamo dobrih 60 ali 70 km do meje, tako da če bo vse po sreči, bomo danes že prestopili mejo v Slovenijo. Ja, ustavili se bomo verjetno v vasi, kjer imam vikend, da se malo sprehodva po znanih poteh po gozdu, pa pozdraviti sosede pa tako. Ja, pa bomo verjetno nekje v bližini prespali in jutri potem šli proti Ljubljani.
Vreme nam v Sloveniji res ni naklonjeno, zato ker smo se zbudili v res megleno, vlažno in res bljak vreme. Takšnega v bistvu sploh ne pomneva, tako da bliže, kad smo doma, slabše vreme. Malo že kar razmišljala, kako bi oparala proti Grčiji nazaj na sonce. Ampak moramo proti Ljubljani, tako da imamo še nekih 80 kilometrov. To je sicer tako s kemperjem bo verjetno blizu 2 uri, ker nimava vinjete, tako da ne morava na avtocesto pri Ivančni Gorici, tako da bomo mogli kar po stari cesti počas. Morava pa drugače povedati, da je bilo včeraj kar čuden prid v Slovenijo, da ni bilo meje. Pa najin plan, da greva pozdraviti sosede, tudi padel v vodo, zato ker jih ni bilo doma. Tako da sva samo parkirala tam v bližini, šla na sprehod po poteh, ki jih poznamo, in potem smo šli naprej do smučišča Gače, kjer smo prespali. No, mi smo po 2 letih in 7 mesecih oziroma po 942 dneh sklenili krog in zaključili prvo etapo tega potovanja in moramo priznati, da se že kar veseliva naslednje. Na srečo smo parkirani pri enih znancih zraven gozda, tako da ni tak ekstra šok, no. Še naprej bomo v kemperju in imeli bomo lepe sprehode. Nažalost pa tudi zelo veliko pravkov, tako da midva se že vnaprej opravičujeva, ampak res ne bova imela časa se ukvarjati z vlogom in snemanjem ves čas, ker tudi zelo zanimivega ne bo. Tako da zdaj vlogov ne bo, no. Nekaj časa. Najbrž računava, da kakšne 2 tedna upava, da ne dlje, da se nama dela ne zavlečejo in da se čez 2 tedna spet gledamo na potovanjih naprej. Se že vnaprej opravičujeva, no, upava, da niste ful žalostni, ampak res nimava kaj za snemati, no. Tako da To je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem, upamo, da čim prej. Ja.